Pozdravljeni! V Ivanjkovcih so v prostorih tamkajšnje osnovne šole odprli krajevno knjižnico, ki bo, tako kot krajevni knjižnici v Središču ob Dravi in Svetem Tomažu, delovala kot enota knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Otvoritvena slovesnost je bila minuli petek, udeležil pa se je tudi minister za kulturo Tone Peršak. Na pobudo predsednice domače krajevne skupnosti Slavice Rajh so si za krajevno knjižnico v Ivanjkovcih prizadevali že od leta 2011. V teku let pa so tako s pomočjo občine Ormož, ki je sofinancirala ureditev prostorov in opremo, preuredili šolsko knjižnico in z nekaj dodatnega prostora pridobili sodobno urejeno krajevno knjižnico, ki tako deluje na nekaj več kot 100 kvadratnih metrih in ponuja 12.000 knjižničnih enot. Knjižnica bo za obiskovalce odprta 3-krat tedensko. Otvoritev krajevne knjižnice je v Ivanjkovcih bil velik dogodek. Temu primerno so tudi tako domači kot številni gostje napolnili šolsko telovadnico, kjer je potekala slovesnost, ki so jo pripravili osnovnošolci ter njihovi mentorji in prebirali znane odlomke iz knjig, razmišljali o knjigah ter smislu branja. V knjigah imamo pa možnost pokukati v najbolj skrite kotičke posameznikove duše. Imamo dostop v najbolj intimne misli in povabilo na kavo v neverjetno pretresljive trenutke. Na Varnem doživljamo avanture, v katere se v svojem življenju ne upamo podati. Eskapizem, vojerstvo ali preprosto vzporedna življenja. Na sladi ob dobri knjigi se le stežka upremo in le stežka najdemo tekmico.
V programu so tako nastopili šolski recitatorji ter otroški in mladinski pevski zbor. Kot gostje so nastopili člani mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Ivanjkovci. Zbrane so pozdravili direktorica knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Milica Šavora, ki je predstavila novo krajevno knjižnico v Ivanjkovcih in se zahvalila občini ter vsem donatorjem, ki so pomagali s knjižnim gradivom napolniti knjižne police. Kot donatorji so se namreč izkazale mnoge knjižnice v Sloveniji, od Novega mesta, Maribora do Ptuja, ter mnogi posamezniki, še posebej pa se je z donatorskimi sredstvi v višini 4000 evrov izkazala Zavarovalnica Triglav. Tako je v nadaljevanju spregovoril tudi Uroš Skuhala, predstavnik Zavarovalnice Triglav, ki je povedal, da so ponosni, da so del zgodbe o nastanku krajevne knjižnice v Ivanjkovcih. Ni pa to bila prva donacija Ivanjkovcem, pomagali so tudi pri nakupu defibrilatorja. Zbrana je pozdravila tudi ravnateljica osnovne šole Nada Pignar, ki je povedala, da je krajevna knjižnica plod sodelovanja s knjižnico Franca Ksavra Meška in občino Ormož in bo za krajane Ivanjkovcev velika pridobitev. Enako razmišlja tudi Slavica Rajh, predsednica krajevne skupnosti Ivanjkovci, ki je zbranim predstavila potek prizadevanj za knjižnico v domači krajevni skupnosti. Zbrane pa je potem pozdravil tudi župan občine Ormož Alojz Sok, ki meni, da bo knjižnica v bližini mnogim prihranila pot v Ormož, oziroma jim bo bližina omogočala, da bodo še bolj in še raje posegali po knjigah. Slavnostni govornik je bil minister za kulturo Tone Peršak. V svojem govoru je izpostavil poseben pomen knjižnic v Sloveniji ter njihovega poslanstva, ki že dolgo ni več zgolj izposoja knjig, saj knjižnice ponujajo še vrsto drugih sodobnih dejavnosti. Čuti srce, čeprav očem je skrito, vzemi si čas, nasmeh na obraz, nasmešek si pot poišče. Naj zagori, ker komaj še tli, ljubezni pogorišče. Beseda topla, naj bo darilo. Trak na vhodu v knjižnico so simbolično prerezali župan občine Ormož Alojz Sok, minister za kulturo Tone Peršak, direktorica knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož Milica Šavora in ravnateljica osnovne šole Ivanjkovci Nada Pignar. Gospa Slavica, vas smatrajo oziroma vi dejansko tudi ste pobudnica za krajevno knjižnico. Ja, vsekakor skupaj z našo ravnateljico osnovne šole Nado Pignar smo res začeli s to pobudo in smo vztrajali
Fajn pa je res, da so to našo pobudo sprejeli tudi na vseh 3 občinah, na občinski sveti, potem pa vsekakor tudi v knjižnici Ormož in dejansko sem res vesela in zadovoljna, da smo danes lahko v teh prostorih naše krajevne knjižnice. Gotovo je k temu, da ste torej toliko energije vložili v to, pripomoglo tudi to, da ste po poklicu učiteljica in da ste na nek način celo življenje bili povezani s kulturo. Ja, tako je, po poklicu sem učiteljica in pravim, da je tudi knjiga naša učiteljica in dejansko, kot ste rekli, sem bila povezana s kulturo v samem kraju, potem tudi v občini, pa tudi vsekakor na šoli, ker nekoč smo še več proslav pripravljali, kak danes, ob vsakem prazniku po 10 proslav na leto in vedno smo tudi kot šola sodelovali. In moram reči res, da sem danes pa tako srečna in vesela, ko vidim, koliko knjig je v tej, jaz pravim naši knjižnici, čeprav je to enota ormoške knjižnice. Mi jo bomo vsekakor vzeli za svoje in pa kot sem tudi v nagovoru povedala, verjamem, da jo bodo za svoje vzeli tudi naši krajani, ker se zelo udejstvujejo na kulturnem življenju, pa tudi vedno, ko imamo kakšne prireditve, napolnijo do zadnjega kotička naš dom kulture. Krajevna knjižnica v Ivankovcih se nahaja v prostorih tamkajšnje osnovne šole in ima vhod z južne strani šolske zgradbe. Je pa se že od začetka razmišljalo v tej smeri, da bo torej to združena šolska in krajevna knjižnica, ne? So bili še kakšni drugi načrti? Ne. Šola, ko je razvila to idejo, je vedno izhajala iz tega, da se torej takšne periferijske šole, kot je šola Ivankovci, torej vse, kar se dogaja, se morajo dogajati, ne glede na to, da več institucij vstopa čim bolj združeno. To je naše nekako osnovno vodilo in tukaj nikoli nismo imeli ideje, da bi ločili šolsko in krajevno. Mi po predpisih moramo vedeti, na kateri poličkah so, torej literatura za odrasle, katera literatura za mladino, katera je za otroke vrtca, za torej šoloobvezne otroke, ampak prostor kot takšen pa pač se mi zdi, da ni smiselno ga bilo ločiti, zato ker bi delovalo mogoče majhno, tako šolsko kot krajevno. Hoteli smo dobiti to, da bi oboje skupaj bilo veličastno in seveda ravno to, da lahko na eni strani ta odnos do branja, knjižnični stik vršijo profesionalni knjižničarji, torej knjižnice Ormož, na drugi strani pa torej se mi, šolski knjižničarji, prav tako k temu priključimo. Vedno, ko gre za torej osnovno stroko, v katero vstopa tudi izobraževalna institucija, pa se je na nek način uči, je to hkrati priložnost za izobraževanje in seveda zopet znanje. Krajevna knjižnica v Ivankovcih bo tako kot knjižnici v Središču ob Dravi in v Svetem Tomažu delovala kot enota knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož. Tako je, veseli smo, da smo odprli tudi krajevno knjižnico v Ivankovci. Naj povem, da je prva bila v letu 2013 knjižnica v Središču ob Dravi, potem smo v letu 2015, kot se spomnite, selili v srednjo knjižnico v prostore nekdanjega vrtca. Junija smo odprli krajevno knjižnico pri Svetem Tomažu, no danes je pa odprta krajevna knjižnica v Ivankovci. Naj povem, da smo to krajevno knjižnico načrtovali že v letu 2012, ampak finance niso dopuščale, bilo je veliko drugih stvari za urediti še. Zato smo še danes zelo res ponosni, da jo predajamo namenom, da jo predajamo torej vsem uporabnikom vseh starosti tukaj iz Ivankovec, pa tudi iz okoliških krajev. Upam, da jo bodo obiskovali, da bodo našli v njej gradivo, polno je tega gradiva, 7200 enot gradiva imamo obdeljenega. To niso le knjige, to so tudi glasbene zgoščenke, pravljice na CD-jih, pesmice na CD-jih za otroke, filme, potem z novim letom bomo imeli tudi zbirko časopisov in pa revij. Knjižnično gradivo tukaj, predvsem knjige, so zelo aktualne, novejše. Občina Ormož je prispevala dodatna sredstva za nakup tega knjižničnega gradiva. 45 000 je bilo v zadnjih 2 letih evrov namenjenih za novo knjižnično gradivo. Tako da so res kvalitetna zbirka
in mislim, da te knjige res ne morejo dolgo tu samovati v teh prostorih, zato pozivam Ivanjkovčane, pa tudi drugi tudi lahko pridejo, knjižnica je odprta, da pridejo po njih. Na kolikih kvadratnih metrih se pravzaprav ta knjižnica razprostira? Ja, ta knjižnica je organizirana po sistemu skupne uporabe virov šolska in splošna knjižnica, tako da sta v tem prostoru šolska in pa splošna knjižnica, vsega skupaj nekje 120-130 kvadratnih metrov. Kaj pravzaprav ponuja? Ponuja tudi bralne kotičke, kot vidimo, potem verjetno dostop do interneta? Tako je, vse naše knjižnice, osrednje in krajevne knjižnice ponujajo uporabnikom dostop do interneta, tako da so na voljo računalniki za uporabnike. Potem imamo tudi tako multifunkcijsko napravo, kjer lahko uporabniki pridejo si fotokopirati, kaj natisniti. Imamo kotiček za pravljične urice za otroke. Imamo potem tudi čitalniške mize, tako da lahko prebirajo, prav tako tukaj v knjižnici. Vsega je pa malo. Delovni čas tukaj bo 3-krat na teden, enkrat tedensko bo v dopoldanskem času, to je ponedeljek od 9. do 14. ure, v torek in v četrtek pa popoldan od 2. do 6. ure. No, že danes na dan otvoritve se tukaj dogaja, kot vidimo, se vpisujejo že, je interes dober? Ja, seveda, obiskovalci so navdušeni, jaz že pridno vpisujem nove člane, izposojam gradivo, tako da smo veseli, da smo dobili to novo knjižnico in upamo, da bomo imeli čim več bralcev, tako da vabljeni vsi. Tako se v knjižnici niso nič obotavljali in že kar takoj na otvoritvi začeli z vpisovanjem svojih prvih članov. Ja, lepo pozdravljeni, tudi jaz sem se danes članov in mene zanima predvsem alternativna medicina, se že dolgo let časa s tem ukvarjam, poleg dušne medicine pa drugega in sem se kar izbral to knjigo, ki mi je takoj v oči padla, Joga zelišč, čeprav zelišča so mi dobro poznana. To pomeni, da se bo v knjižnici znašlo pravzaprav za vsakšnega nekaj, ne? Tako sem zadnjič že imel priliko, da sem slučajno, ko se urejevali z gospoda ravnateljico, sem si malo ogledal, tako da sem točno vedel, kateri kotiček je pravzaprav me takoj vlečal oziroma kjer se bom tudi jaz velikokrat tudi prišel, se zadrževal, pa se tudi kakšne knjige izposodil. Se boste danes kar vpisali torej? Moja prijavnica je že tukaj na mizi, tako da bom takoj vpisan in bom že takoj prvo knjigo, se pravi, tudi si izposodil. Čeprav sem imel namen, da bi bil kot prvi vpisani, pa nič ni za to glavno, da sem danes vpisani na dan otvoritve oziroma tega svečanega dogodka. Ja, takoj sem se vpisala med prvimi. Bo malo več časa zdaj za branje, pa bomo z vnuki šli kaj pogledali. No, to pomeni, da je kar dobrodošla ta knjižnica, ne? Vam je všeč? Zelo dobrodošla. Vnuka bom pazila, pa bomo imeli kom za iti, malo bližje, kako gormoš, ne? No, če bodo zraven vnuki, potem bodo to najbrž pravljice, ne? Boste kaj našli tudi in iskali tudi zase? Bolj za vnuke, kakšne pravljice, mogoče pa za sebe tudi kaj. Malo bližje bo, ne, kot če bi se odpeljali v Ormož. Tako, bližje bo. Gospa Erika, se boste vpisali tukaj v knjižnico? Vsekakor. Imam že, sicer sem bila redni bralec Ormoške knjižnice, ne, imam že izkaznico vsako leto si, ne, tako da res redno berem, redno čitam. Vam bo to sedaj tukaj v Ivanjkovcih, ta knjižnica, kaj bližje? Pri roki, ja, seveda, jaz sem tu doma, ne, to grem samo iz brega v dolino, pa sem že tu, ne, tako da. No in kako vam je všeč, prostori so lepi, novi, urejeni? Zelo lepo, za Ivanjkovce, za en taki kraj, super. Ste že kaj pogledali po zbirki? Bi se že dalo kaj najti? Nisem še. Ni še bilo časa? Tako. Fino, gospa Erika, veliko uspeha vam želimo pri branju in seveda veselja. Hvala lepa. Vse sploh zdaj, ko smo v penziji, ne, radi več potem posegamo, ne. Prostore knjižnice si je z veseljem ogledal tudi minister za kulturo, ki je povedal. No, predvsem je fajn, ne, da je vendarle zadost prostorna, da omogoča, kot tam je tudi en kavč oziroma troset, ne, da omogoča, da se ljudje tudi usedejo, da se mogoče malo pogovarjajo o knjigah
Kajti pri knjižnicah je danes vedno bolj pomembno to, ne samo, da prideš in si pač izposodiš neko knjigo, ampak da se tudi malo pogovoriš. Ne. Vedno bolj pomembni so te bralni krožki starejših ljudi, otrok recimo in tako naprej. Tako da ljudje tudi malo izmenjajo mnenja o knjigah, ne, in o tem, kaj se dogaja v knjigah. In kako Ministrstvo za kulturo pomaga knjižnicam, kako jih podpira, kako jih vzpodbuja? Ja, mi predvsem prispevamo nekaj denarja za nakupe knjig, ne? Približno enako kot občine, in podpiramo te bibliobuse, ne? Tam, kjer so kraji odročni, zato da ni mogoče zagotoviti običajne te javne službe knjižnične. Se podpiramo, kadar lahko, tudi gradnjo knjižnic, ne, novih in tako naprej. Tako da država vseeno nekaj prispeva. No, nekaj, verjetno kar veliko, ne? Imate morda, veste na pamet ta znesek, koliko se konkretno za knjižnice vlaga? Ja, zdaj za nakupe knjig se da kar nekaj 100.000 evrov letno, ne. Za gradnjo pa zadnja leta, ko je bila kriza, malo manj, ali pa skoraj da ne. V preteklosti je pa in tudi v prihodnosti, upam, da bo ministrstvo ponovno, lahko je pa pri kakšni knjižnici prispevalo tudi polovico sredstev. Ne. Torej niste škrti za knjižnice? Ne. Pri nas v Sloveniji in tudi ministrstvo se posveča knjigi in bralni kulturi veliko pozornost, ker mi smo pač kot majhen narod, ne, malo številen, še toliko bolj odvisni od jezika, ohranjanja jezika, od bralne kulture in zato temu, kot pravim, posvečamo toliko več pozornosti. V svojem nagovoru ste na nek način naredili primerjavo s pametnimi telefoni in knjigami in povedali, da je prav, da se naučimo obojega, ne? Kaj natančno ste imeli v misli? Ja, poglejte, zdaj marsikdo se boji in v marsikaterem primeru seveda tudi res pride do tega, da ljudje pravzaprav zanemarijo to, kar bi imenovali te klasične umetnosti, zanemarijo knjigo, zanemarijo celo časopise in tako naprej in se samo še na internet naslonijo. Zdaj, tam so pa stvari neprimerno bolj, kako bi rekel, veliko bolj preprostih oblikah podajane in na ta način pravzaprav ljudem začnejo nekatere sposobnosti, ki jih razvija zlasti branje, krneti. In človek pravzaprav hočeš, nočeš, postane manj sposoben, njegova domišljija postane manj sposobna. To je pa za človeka zelo pomembno, tudi za njegov razvoj, za njegovo ustvarjalnost. In zato je važno, kot pravim, da pravzaprav znamo uporabljati s pridom oboje, da znamo izkoristiti to, kar ponujajo nove tehnologije in da znamo izkoristiti tudi to, kar nam ponujajo klasični mediji, knjiga, časopisi, radio, slika, kip. Ne? Zaradi tega, ker na ta način bomo še bolj celovito razvijali svoje sposobnosti. Krajevna knjižnica Ivankovci bo tako razen izposoje knjig ponujala možnost uporabe računalnika oziroma dostop do interneta, izpisovanje dokumentov, fotokopiranje, skeniranje in podobno. Po novem letu bodo v knjižnici na voljo tudi dnevni časopisi in revije. Organizirala pa bo tudi različne prireditve, delavnice in pravljične urice za najmlajše. Prva pravljična urica je že bila minuli torek. December, tako kot ponavadi, prinaša veliko prijetnih dogodkov. Minuli teden je na Kerenčičevem trgu oživela tudi Severolandija. Prvo prireditev so pripravili učenci osnovne šole Ormož in je predstavljala glasbeno-plesno ledeno pravljico.
Kerenčičev trg že dolgo ni bil tako poln kot prvi četrtek v decembru. Ob 17. uri je namreč bila otvoritev Severolandije, kot so decembrska dogajanja po ideji ormoških osnovnošolcev poimenovali organizatorji. Tako pestra pa bi naj bila vsak torek in četrtek ob 17. uri v decembru. Zbrane na uvodni prireditvi je najprej pozdravila ravnateljica osnovne šole Ormož Majda Podplatnik Kurpes, ki verjame, da bodo decembrski dogodki na Kerenčičevem trgu prispevali k oživitvi mestnega jedra. Osnovna šola Ormož pa se v dogajanja z veseljem vključuje. Nadaljevanje programa pa je predstavljalo petje in ples. Na osnovni šoli sicer vsako leto v decembru pripravijo kaj posebnega. Včasih so pripravljali bazarje in podobne prireditve. Že lani pa tako sodelujejo v Severolandiji. Najprej smo imeli v bistvu v obliki bazarja, kjer smo ponudili izdelke, ki so jih izdelali učenci, najprej v telovadnici šole, potem pa smo se nekako povezali z občino, pravzaprav oni bolj z nami in tako je zdaj že 3. leto tukaj. Pravzaprav vam pripada čas, da osnovna šola Ormož odpre Severolandijo, ki traja skozi celoten december. Tako nekako. Kako se pripravljate recimo na ta kar velik dogodek, ki privabi množico ljudi? Danes torej mi velika otvoritev Severolandije z našo ledeno pravljico, to je že v bistvu tradicionalna. Pripravljali smo se kar dolgo, pravzaprav cel mesec november, torej do včeraj, še do danes, ko je bila generalka tukaj na trgu. Je kar veliko dela, učenci morajo vložiti veliko svojega prostega časa, svojih odmorov, tudi jaz, ki delam z njimi, tudi moje plesavke, tudi učitelji. Tako da je kar veliko dela. Koliko učencev je sodelovalo danes? Sodelovali so vsi učenci naše šole, torej 367 učencev. Kako ste zadovoljni, kako so se odrezali? Jaz bom rekla, da sem zelo zadovoljna, da moj namen, cilj je bil, da nastopajo vsi učenci šole, pa da nekako podarimo ta občutek predprazničen, to vzdušje, da obnovimo pač znanje o vrednotah, da nekako ponudimo staršem, vsem, ki so prišli gledati takšno plesno glasbeno pravljico, plesno glasbeni spektakel, pa da v bistvu v spredje postavimo vrednote, ki so danes pomembne, pravzaprav zelo v tem času, ki se bliža, sreča, spoštovanje, ljubezen, družina. Še kakšna kratka lepa misel ob veselem decembru? Rekla bi predvsem to, da ne smemo pozabiti eden na drugega, moramo biti srečni, da imamo drug drugega, pa spomnimo se to večkrat, ne samo ob teh prazničnih trenutkih. Ko se zgodi, da nas sreča zapusti, združimo v dobri vseh ljudi, držimo skupaj, ponudimo roko prav vsem, ki življenje ljubijo. Ne moremo se slepiti dan na dan, da nekoč nekje vse boljše bo. Vsi skupaj pojmo, moči zdaj združimo, toplino v srcu zdaj podarimo. Mi smo ta svet, mi smo prihodnost, v nas je sreča jutrišnjega dne.
Pestro in veselo je bilo na otvoritvi Severolandije. Gotovo pa bo tako tudi v vseh ostalih dogajanjih na Kerenčičevem trgu, ki bodo zaznamovale veseli december v Ormožu. Praznično pa je tudi v avtocentru na Hardeku. Minulo soboto in nedeljo so pripravili tradicionalni Miklavžev sejem. V okviru sejma so v soboto odprli tudi novo trgovino z nadomestnimi deli. Nedeljo pa na obisk povabili Miklavža. Miklavžev sejem na lokaciji avtocentra na Hardeku je že leta možnost seznaniti se s ponudbo podjetja in obenem doživeti prijeten družaben dogodek, ki vsakič popestri že itak vesele dni v decembru. Ja, tako je, letos spet prirejamo Miklavžev sejem, zdaj že tradicionalno. 2 dni poteka, včeraj smo imeli predvsem otvoritev nove trgovine, tukaj zraven, ki je bil bivši agrar. Danes pa spet Miklavžev sejem z prihodom Miklavža, nekaj popestritev za otroke in vsake zvezi pač ponujamo tudi z kmetijsko mehanizacijo, vozili in tako naprej. Vse pač kaj gre. Ja. Kakšno je vaše mnenje, so ti sejmi oziroma lahko bi rekli dnevi odprtih vrat pravzaprav pripomogli k promociji vašega podjetja torej in končno tudi k prodaji? Ja, meni se zdi, da so, ker pač se lahko predstavimo z vsem, pač kaj lahko ljudem ponudimo, predvsem kaj se mehanizacije tiče, ker taki sejem lahko izkoristimo tudi od naših poslovnih partnerjev, da nam dajo malo več zaloge in to lahko izkoristimo, da tudi ljudje to vidijo, ne? Ponudba oziroma dejavnost avtocentra je tudi sicer pestra. Ja, imamo v ponudbi, če začnemo z osebnimi avtomobili, znamko Renault, znamko Dacia, pol tudi vse znamke rabljenih vozil, za njih ponujamo tudi servise, kleparske storitve, lečarske storitve, z zavarovalnicami imamo pogodbe z vsemi. Pol pa, če gremo na kmetijski del, smo zastopnik za Steyra New Hollanda, to tudi servisiramo v garancijski dobi in tudi izven nje, pa pol naprej tudi za vse druge znamke mehanizacije, tudi nekaj tovornjakov popravljamo, pa tudi raznih strojev, ker smo tudi zastopnik za SIP, Gorenc, Tajfun, to tako tudi tu vidite in tudi to se da popravljati. Pa tudi s tem sledijo vsi nadomestni deli, rezervne dele, to pa je tudi naša glavna tema tega vikenda, lahko rečemo, ki smo odprli novo trgovino, glih z temi rezervnimi deli za kmetijsko mehanizacijo. Imate kakšne posebne načrte še za bodočnost? Ja, zdaj bi mi radi to dejavnost, ki smo jo na novo odprli, razširili do take mere, da bi res lahko bili ponosni na to, da strankam ponudimo takoj zdaj, če nekaj rabi, če nekaj nujno se zgodi nekje na delo, da pride tu vzame in lahko takoj naredi. Da ne rabi iti nekam drugam, v neko drugo mesto, Ptuj, Maribor ali pa še kam dalje in da bodo pol tudi zadovoljni z nami, ne? V soboto je tako bilo znotraj avtocentra tudi odprtje nove trgovine z nadomestnimi deli za traktorje in kmetijsko mehanizacijo ter vrsto ostalih reči. Trgovina ponuja predvsem vse stvari za kmetijsko mehanizacijo, to posebej rezervne dele, predvsem za znamko New Holland Steyr, pol pa tudi za vse druge stvari in tudi za kmetijske stroje. Dobite pa še noter tudi zraven take stvari, ki jih doma na kmetiji rabite, to so od raznih motik, štilov, metel, tudi vidite nekaj programa za vodo imamo tukaj od Rotoja, tudi kakšna električna oprema, kakšne podaljške, orodje, Unior in take zadeve, vse, kaj se pač rabi za nekega domačega mojstra. To je torej trgovina v vaši lasti? Ja, trgovina je v naši lasti. Mi smo v bistvu najemniki prostora, drugače trgovina je v naši lasti. Prostor je od lasti Jeruzalem Sad podjetja, tako upravljamo pa ga mi. Ja. Koliko vas je trenutno zaposlenih v vašem podjetju? V našem podjetju je zaposlenih 35 delavcev, vse skupaj zdaj nekje že je toliko. Zdaj pa nekaj jih je na servisu, prodaja vozil, tehnične preglede, trgovine. In to je to. Ja. No in katera enota od vseh teh, ki ste jih našteli, ki dela v sklopu vašega podjetja, kateri enoti gre najboljše? Ja, konstantno gre najboljše recimo tehničnim pregledom. Tu je nekje
se že več let kaže konstantna, kako bi rekel, promet ali pa kaj takega. One druge pa so tako odvisne od letnega časa pa potreb ljudi, ne. Letos gre dobro prodaja vozil recimo, prodaja traktorjev, tudi kleparska delavnica gre dobro, mogoče malo slabše gre trgovine, zato smo tudi šli v novo trgovino, pa tudi mogoče servis malo slabše, samo to vse neke konstantne se držijo, ne. Vedno en segment gre malo boljše, drugi malo slabše. Nasplošno pa se čutite kot uspešno podjetje? Jaz mislim, da ja, zadovoljujemo pač potrebe naših kupcev, tudi delavci so zadovoljni, pa mislim, da v Ormožu, ki je tako težko zadeve delati, moram reči, da smo kar dobra firma, no, koliko se meni zdi. V soboto so obiskovalce pogostili z golažem, v nedeljo pa je veljalo seboj pripeljati otroke. Namreč v gostej so povabili Miklavža s spremljevalci, ki pa niso prišli praznih rok. Nenavadni gostje so se pripeljali s turističnim vlakcem, ki pa je tudi sicer bil na voljo ostalim obiskovalcem, ki so se želeli popeljati po okolici. Pozdravljeni! Zdravo! Kako ste kaj? A ste v redu? A super! Pridite malo bliže, no? Tisti z majhnimi otroki naprej. No, kako ste otroci? Ste bili kaj pridni? Bogate starše? Pa vzgojiteljice? Učiteljice v šoli? Aha, pridni, ja. Pa veste vi kaj moliti? Nekam tiho je to bilo. Ja, katero molitev pa poznate? Sveti angel. No, te pa dajmo, starši pomagajte. Sveti angel. Kaj pa v vrtci in šolah se učite kaj peti? Ja, pa bi vi meni eno zapeli takšno zdaj času primerno. Zima lahko, na primer. Gremo, zima. Zima. Bartla, lahko plešata. Ja. Lepo. Lepo znate peti, moliti in ker ste bili pridni, vsaj nekateri med vami, večina rečemo, ja, bomo pridne otroke obdarili. Ampak da bo to delovalo, bodo prišli tisti z najmlajšimi otroki naprej, tisti ta večji pa boste malo počakali. Tako Miklavž s paketi ni skoparil. V avtocentru so pripravili kar 150 paketov, tako da nobeden od otrok od domov ni odšel praznih rok. Sicer pa je v prireditvenem šotoru potekala tudi kmečka tržnica, kjer so se predstavljali različni ponudniki, seveda pa se je dalo marsikaj za kakšen decembrski priboljšek tudi kupiti. Seveda se je največ radovednežev sprehodilo med avtomobili in traktorji, povprašalo to in ono. Zaposleni pa so se potrudili z najboljšimi informacijami in omogočili tudi testne vožnje. Verjetno je bil sklenjen tudi kakšen konkreten posel, gotovo pa kakšen jeklen konjiček iz ponudbe, komu še dolgo ne bo dal spati. Tudi lovski krst je za lovce praznični dogodek in pomeni sprejem novincev v lovsko bratovščino.
kar naj bi bil ostanek srednjeveškega obreda poviteženja. Potem, ko je novinec prestal pripravništvo, ki poteka pod budnim očesom mentorja, sledi še lovski krst, ki pomeni vstop v zeleno bratovščino. Zraven smo bili na lovskem krstu, lovski družini Ivanjkovci. Lovske šege in navade so del ljudske kulture, tudi folklore, del ljudskega izročila, ki ga je treba spoštovati in ohranjati. Večinoma izvirajo iz pradavnih časov in so se v teku stoletij v različnih družbenih ureditvah in sistemih tudi različno oblikovale, vendar so v bistvu ohranjale svojo prvobitnost. Slovensko lovstvo je sprejelo in oblikovalo šege in običaje, ki odsevajo etičen, human odnos do divjadi in seveda do tovariša solovca. Za vsakega lovca, novinca pa je seveda lovski krst najpomembnejši korak v zeleno bratovščino. Krst poteka pred častnim, visokim lovskim razsodiščem. Spoštovana druščina, kot vidite, sodišče se je moralo pod prisilo na hiter način sestati, ker imamo našega zelenca, enega zunaj, ki je tudi danes naredil ogromno nepozabno napako in seveda tudi v njegovi dolgi pripravljalni obdobju, ko se je pripravljal za zeleno bratovščino, je neverjetno. Na vsakem koraku je delal razne napake. In zato mora danes razsodišče to razsoditi, ga tudi primerno kaznovati, da bo lažje potem se spomnil, ko je delal napake, da tudi za vsako napako je kazen pri naši lovski bratovščini. Hvala, lahko sedete. Poleg predsednika oziroma starešine lovske družine Ivanjkovci sta častno razsodišče sestavljala še 2 člana. In nastopil je čas, da se pred razsodišče privede zelenec oziroma bodoči mladi lovec, ki je vse do krsta smatran kot divji lovec. Za svoja dejanja pa mora biti tudi kaznovan. Ne boste nam proti stavbo tako, kakšni škodo delata, te moramo lepo imeti s tem prignati. Lahko da veš. Obtoženi zelenec Aljaž Pergola, rojen na Ptuju 8.9.97, spočet nekje v Lisičkeci pod Veko Bukvo, to je mama tako rekla. Kot otrok je že rad zahajal v gozd in kazal znake, da bo nekoč lovec. Naskrivaj je opazoval dedka in strica, kako poteka življenje lovcev. Ker ga je to veselilo, je že pri 17 letih dal prošnjo za sprejem v lovsko družino. Upravnemu odboru je dal veliko dela, ko je kot mladoletnik pristopil v lovske vrste, saj ne sme izvajati odstrela. Priprave in šolanje je bilo zelo zahtevno in naporno, napake so se vrstile druga za drugo, mentor je že skoraj obupal, nato pa se je odločil, da pusti službo samo, da našega zelenca spravi do izpita. Nikakor mu ni mogel dopovedati, da se lovci ne vikamo, kajti po enem letu njegove pripravniške dobe je naš zelenec svojega mentora še zmeraj klical stric Franček. Pa to ni vse. Tudi mej lovišča si nikakor ni mogel zapomniti, včasih je zašel v sosednja lovišča. Naredil si je tudi mrhovišče za lisice, brez da o tem obvesti gospodarja. Poleg tega pa si na lov na lisice vzame seboj celo 2 puški. Med čakanjem na preži se igra po telefonu, nato pa se doma zagovarja, da nič ni prišlo. Dal pa je tudi predlog, da bi po novem preže postavljali bolj ob cestah in hišah, ker se sprehajajo tam mimo mlada dekleta. Ne vpraša pa se, kako bomo dosegli plan odstrela. Ne zanima pa ga tudi, kdo bo njegovemu mentorju plačal 2 leti delovne dobe, ko se je ukvarjal z njim, da ga spravi do poštenega lovca. Zato tudi njegovega mentora Gnez ni, ker spravlja tisto noter, ker mora delati. Zato prosim razsodišče, da se posvetuje o njegovih dejanjih in mu zato določi primerno in vzgojno kazen. Še pred obravnavo je lovsko sodišče obdolženemu odredilo temeljit zdravniški pregled, ki sta ga opravila tako imenovana zdravnika oziroma za to funkcijo posebej poklicana preglednika. Ne še čudni oni so, ne? Sad veš, to si kaj malo veš. Sad čovjek te malo, ja, te volje brile, različ. Tako dobra, da se si. Čovjek mu bujda malo, da se baš.
Musi bo te polino. Ja, dober si, dober. Zdaj pa lahko stoneš. Ja. Jaz sodišče mislim, da je on sposoben za nadaljni boj. Zdaj pa vidim, da je kar mišično, ne mora nekaj fitness soditi, da je tako mišično sposoben. Tako mi ga predavamo van, je zdrav, mi imamo tudi licenco z Evropske unije, tako bude. Kaj pravite? Nije tak šuh. Moja naloga pa mojega prijatelja, pomočnika je bila, da smo zelenca pregledala, če je sposoben prestati toto kazen lovsko, se pravi lovski krst, se pravi, da bo ga dobil par vročih ali pa hladnih, ki smo je pač določila njegova komisija. Zato smo mi bila, da smo to pregledala njega, če je zdrav, sposoben, tako dalje. Je to tradicija pri tem običaju? Pri tem običaju je to tradicija. To je v lovskih šegah in navadah lovske zveze tako zapisano, da zdravniki morajo seveda zelenca pregledati. Po najnih ugotovitvah z moje strani in mojega prijatelja so bile zelo dobre. Zelenec je bil čvrstveno zdrav, sposoben za zeleno bratovščino. On lahko opravlja iste funkcije kot vsi drugi v lovski družini, tako da želimo mu vse najbolje in ravne cevi. To je bilo to. Hvala. Torej, ko sta preglednika ugotovila, da je novinec tako psihično kot fizično stabilen, je sledila izvršitev kazni za vse nelovske podvige. Kazen pa je znašala po 3 vroče, 3 tople in hladne udarce po zadnji plati. Končno pa je potem zelenec le bil odrešen vseh grehov in napočil je čas krsta, ki predstavlja višek dogodka. Tako. Krstim te v imenu boginje Diane v lovsko čast in poštenje. Krstim te v imenu lovske bratovščine za lovske druščine složno življenje. Krstim te v imenu navzoče družbe za puške pravično nošenje. Zdaj pa nam natoči, lahko vstaneš. Čestitam. Res, naj ti bo to vse, kaj smo danes delali, naj te spominja na nekaj lepega v zeleni bratovščini. Bodi ponosen na to, kaj si danes predstavil. Od danes naprej si enako vreden tej druščini, poglej, koliko nas je. Vsi smo enaki, nikoli ni razlik, vedno si lahko gledal v oči in ne pozabi na poštenega lovca, poštenega do narave, do soljudi, ki bivajo v tej naravi in pa seveda do vsej zelene bratovščine. Živeli, na zdravje. Danes smo prisotni v lovski družini Ivankovci, krst mladega lovca. To se vedno izvrši, ko opravi najprej pripravniško dobo, potem mora narediti lovski izpit, potem pa še ga čaka krst, da stopi v enako vredno lovsko bratovščino, to se pravi med vse nas. Pri tem seveda je to stari običaj, na katerem se ga najprej izpraša določene vprašanja dobi, potem se ga tudi telesno pregleda, če je sposoben, potem dobi svoje naloge, katere je opravljal čez svojo pripravniško dobo, se v tem vse kaj napak naredi, se ga tukaj tudi kaznuje z eno vročo ali pa z 2 vročima in udarcema po njegovi zadnji plati in seveda s tem se potem prične, ko še nadaljujemo ta krst, še mu skušamo prikazati in pokazati, kaj vse mora znati pri lovci in seveda potem dobi kazen in to kazen mu naj bo v poduk, da v bodoče ne bo tega delal in pa grešil več v zeleni bratovščini.
potem se ga poleže na klop, pod glavo na trebuh, pod glavo mora poljubiti eno divjad in to je ponavadi zajec v naši okolišu in seveda takrat ga krstimo in postane enakovredni član bratovščine. Vidim, da ima tudi vsaki mentorja, je to tudi tradicija? Tako, to je pa mentorja, pa dobi že takrat, ko je pripravnik, ker mentor pa služi za to, da mu pokaže vse tisto, kar mora vedeti in seveda podelati po planu, da postane enakovreden lovec. Ker se pripravlja tudi na lovski izpit, mu mentor tudi vse pomaga, tako da, ker je 50-urni tečaj še v lovstvu in seveda to mora dobro obvladati, ker na koncu so tudi izpiti. Po opravljenem krstu je mladi lovec bil čil in zdrav, gotovo pa zadovoljen, da je procedura za njim. V bistvu ni enostavno postati lovec. Pripravljen sem bil 2 leti, mentora so mi izbrali lovsko družino Ivankovce, to je bil Franc Lana, bil mi je zelo dolgo. Izpit sem delal to leto, to je bilo februara, naredil sem ga maja. Kaj pa danes? Danes pa sem imel krst, to je tradicija v lovski družini, to je mora vsak pripravnik, ki je pač naredil izpit, opraviti. Bilo je zelo zanimivo in ta tradicija se mora še naprej. Lovstvo s krsti mladih lovcev in podobnimi šegami tako še vedno ohranjajo lovsko kulturno dediščino. Ta je zelo bogata in cenjena. Lovstvo je vedno bilo pomembna gospodarska dejavnost. Vzporedno s tem pa se je skozi čas tudi oblikovala osebnost lovca in njegov odnos do divjadi. Razvijale in prenašale so se šege in navade, a tudi lovska etika, kar lovci ohranjajo in spoštujejo še danes. Med športnimi dogodki pa smo obiskali še zadnjo tekmo domačih rokometašev v letu 2017 in skupaj z njimi proslavili pomembno zmago. Pozdravljeni. Ekipe v NLB ligi so odigrale tekme 13. kroga. Pa poglejmo, za koga je bil ta krog srečen ali nesrečen. Škofja Loka je imela na kolenih Koper, vendar je zadnji strel za zmago iz levega krila zapravil Alen Šibanc. Loka Koper 20-20. Maribor Ribnica 24-28. Pri zmagovalcih je Ormožan Gašper Horvat zabil 3 zadetke. Krka je gladko s 35-25 odpravila zadnje vrščeno Šmartno. Dobova Trimo 23-26. Za novo zmago so se Trebanci vrnili v boj za uvrstitev v ligo za prvaka. Jeruzalem Ormož grosi Slovan Ljubljana 23-20, polčas 8-11. Na Hard Eku je bila tudi naša kamera. V taboru Jeruzalema so se upravičeno bali tekme proti Slovanu, ki je ekipa, katera izjemno teče in je z novim trenerjem Zoranom Jovičičem pridobila še na disciplini v igri. Enostavno so Ljubljančani moštvo, ki se svojim stilom igre ne ugajajo Ormožanom. In tako je bilo vse do 25. minute, ko so edini vladar Hard Eka bili rokometaši Slovana. S čvrsto igro v obrambi in z domiselno igro v napadu je četa trenerja Jovičiča vodila z 11-5. Ob tem je Dušan Fidel zapravil še protinapad za kar 7 zadetkov prednosti. Junak prvega polčasa v dresu Slovana pa je s 7 obrambami bil vratar Klemen Nunčič. Šele v zaključku prvega polčasa so se vinarji umirili ter zbrali in se serijo 3 zaporednih zadetkov prepolovili za ostanek 6 golov. Polčas Jeruzalem Ormož grosi Slovan Ljubljana 8-11. Ob dobrem zaključku prvega polčasa je samozavest narasla tudi domačim rokometašem, ki so drugi polčas pričeli z zadetkoma Tinčeka Hebarja in kapetana Bojana Čudiča. Prav slednji je v drugem delu tekme prevzel vse niti igre v svoje roke in dosegel kar 8 od svojih 11 golov na tekmi. Čudič je znova blestel pri izvajanju 7 metrov in z izjemnimi streli navduševal domače občinstvo, vratarje gostov pa spravljal v obup.
Tudi razmerje obramb vratarjev je v drugem polčasu bilo na strani Jeruzalema. Tomislav Balent je v prvem polčasu zbral le 4, v drugem polčasu pa dodal 8 obramb in tekmo končal pri izkupičku 12 obramb. Na nasprotni strani sta se Nunčič in Dušan Podpečan v drugem polčasu nekoliko ohladila in skupaj zbrala le 3 obrambe. Tako je Nunčič tekmo končal pri 8, veteran v dresu Slovana Podpečan pa pri 2 obrambah. Gostiteljem je uspel delni izid 17-7 in po zaostanku s 6 goli v 25. je v 55. minuti bilo +5 za Jeruzalem, 22-17. Gostom je enostavno zmanjkalo sape in okrog 200 gledalcev zbranih na Hard Eku se je lahko pričelo veseliti 7. prvenstvene zmage, ki je Ormožane popeljala do 4. mesta, ki kot zadnje še vodi v ligo za prvaka. Slovan je s svojim 9. porazom ostal na 9. mestu. Vedeli smo, da bo to težka tekma, namreč sezona je počasi konec, moči grejo v koncu, ni tista forma na višku, ampak to je danes z velikim srcem in pa s pomočjo publike izborjena zmaga na prvem polčasu odličnim Slovanom. Ja, res, jaz mislim, da smo tekmo začeli slab, tako že dolg ne, sploh kar se napada tiče, obramba je še nekako bila. Slovan je to s pridom izkoristil, povedal nas, mislim, da je 11-5 celo. Hvala Bogu smo do polčasa prišli na 3 gole zaostanka, drug polčas pa, tako si rekel, z velikim srcem, zelo agresivno, dobro obrambo in s pomočjo publike definitivno smo tekmo pripeljali nekako rutinsko do konca in jaz mislim, da zasluženo zmagali. 2 tekmi so še pred nami, težko je reči, kaj pričakovati. Ja, tale je bila fest važna, jaz mislim, da smo tole mogli zmagati, to smo naredili, hvala Bogu. Gremo neobremenjeni v Koper, daleč od tega, da gremo na izlet. Mi bomo naredili vse, da probamo vrniti Koperu za poraz tu na Hardeku in jaz upam, da nam vrata polno čaka še pokal, ampak o tem potem. Klemen, do 25 minute smo videli na Hardeku fenomenalen Slovan, enostavno gore iz publike nam ni bilo jasno, da bi lahko Ormož to tekmo dobil. Ja, na Ormož smo se res dobro pripravljali, prišli smo sem po neke vrste presenečenja, vedeli smo, da bo težko. Do 25 minute oziroma do prvega polčasa nam je to celo uspevalo. Obrambo smo res držali dobro, golmani smo naredili svoje in tu je bil rezultat. Kje je bila prelomnica te tekme po tvojem mnenju? Ja, sigurno je bila prelomnica tam nekje v sredini drugega polčasa, malo je ritem tekme malo padel. Ormožani so zabili 1, 2, 3 lahke gole, nam je malo pošla sapa in tu je bil preobrat. Pričakovanja Slovana v naslednjih 2 tekmah, državno prvenstvo še in pa pokal? Ja, tako, naslednjo tekmo igramo proti Dobovi doma, absolutno gremo na zmago, tu sploh ni debate, rabimo te točke in upamo, da dobro zaključimo leto, pokal pa se nam predstavi. Poglejmo še k strelcem. Pri domačih 11 golov Čudiča, 4 Gala Cirarja in 3 Jureta Kocbeka in Danijela Mesariča. Pri gostih je Tine Marušič dosegel 9 zadetkov. Robert Sankovič, sicer prvi strelec Slovana v tej sezoni, je dodal 4. 3-krat je bil uspešen mladinski reprezentant na desnem krilu Dome Novak. Jeruzalem Ormož grosi Slovan Ljubljana 23-20, polčas 8-11. V soboto 16. decembra ob 19. uri Ormožane čaka gostovanje pri drugouvrščenem Kopru. Derbi 14. kroga bo odigran v Ribnici, kjer bo gostovala Loka. Lepo je tekmovati, še lepše premagovati fante. Sem Manca Katrašnik, sem članica AMZS. Kaj pa vi? Članite se, tudi vi. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več 1000 barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro.
Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi na Ptujski cesti 8 v Ormožu. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi vas v svoj modni atelje vabi vsak dan med 8 in 16 uro ali po dogovoru na telefonski številki 041 317 339. Dobar den. Ja, Micika, kaj te delaš tu? Hodi, Vinko, hodi. Tu je center ponovne uporabe. Veš, kaj vse moje obleke sem si kupila šal, jenko, bluzo, mantel, žulje. Pogledaj, kaj so lepe, pa vse samo za 10 evrov. Hodi, kaj sem da bi nekaj kupila, gledaj, mantel paše. Ti vidi? Si vredi, ne? Ja, te pa tak vredi, ka sem si kufar sobom prinesel, ka ma vse to notri spravila, ha? Evo. Kje se še lahko oblečeš in obuješ za manj kot 10 evrov? Kupiš poceni posodo, porcelan, kos pohištva, vse za otroke. Oddaš stvari, ki več ne potrebuješ. In še popravila oblačil in pohištva nudijo. Vse to v centru ponovne uporabe v Ormožu, na Vrazovi 9, vsak dan med 8 in 16 uro. V CPU oddam odvečno in dobim kakovostno. To je res enkratno. Micika, gledaj, toto pohištvo je tudi na oddajo. Gledaj, kak jaz lepo, v to ti stoj pašen, ha? Samo noga pa to je zmizane, ne? A ti bo, da si glih ti, veš. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Včlanite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Več ali manj že diši po praznikih in takšni bodo tudi dogodki, ki jih bomo beležili v prihodnjih dneh. Če se jih ne boste udeležili, se nam vsekakor pridružite tudi prihodnji teden. Oziroma vsak večer ob 20. uri, ko pripravimo kaj novega. Vse dobro vam želimo, predvsem pa veliko veselja s pripravami na prihajajoče praznike. Srečno! It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door.